Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gostja v današnji predvolilni oddaji je kandidatka za poslanko v Evropskem parlamentu na listi stranke Nič od tega, Violeta Tomić, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Najlepša vam hvala za vabilo, zelo sem počaščena in lepo mi je vedno, kadar sem tukaj pri vas v Idriji. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, prvo pa seveda namenjamo vaši politični karieri. 8 let ste bili pravzaprav poslanka v državnem zboru v skupini stranke Levica. Po razhodu z Levico pa ste nekaj časa sodelovali tudi stranko Naša prihodnost in sedaj vas prepoznamo v javnosti pod imenom stranke Nič od tega. Koga pravzaprav nagovarjate? Povejte nam. Kot že samo ime stranke govori, mi smo nič od tega, nismo levi, nismo desni, nagovarjamo vse volivce, vsakemu se prilagodimo, kajti vsa ta politika, 30 let in še več, nas je vsa prijazna, okravatena, nagovarjala, nam obljubljala med in mleko, drugo Švico, v glavnem pa smo dobili nič od tega. Tako da mi smo naredili satiričen program po vzoru mnogih držav, ki so, ne vem, Madžari imajo 2 repa, potem na Islandiji so imeli The Best Party, ki je obljubljala samo 2 stvari, da bo dala brisače vsako savno in da bo zaprla vse koruptivne bankirje. Naredila je oboje. Tako da mi, če izpolnimo polovico našega programa, smo naredili več kot vse politike v 30 letih. No, špicen kandidat pomeni, da si kandidat za predsednico Evropske komisije, tam, kjer je gospa von der Leyen prišla brez kandidature. Njo so nastavili farmacevtski in vojaški lobiji, mi smo kandidirali, šlo se je pa tako, da Slovenija v tistem trenutku ni prepoznala, da ni čas za notranje borbe med sabo, dobivala sem največ polen pod noge ravno iz Slovenije, tako da so mi novinarji rekli v Bruslu, da česa takega še niso doživeli. Marsikaj, zato si ravno želim oditi tja, kajti mi nismo tukaj samo zato, da bi kritizirali, želimo si popraviti evropsko politiko, kajti takšna, kot je ta trenutek, nas pelje v propad. Ravno v tem zadnjem mandatu gospe von der Leyen je prišlo, kot vidite, do genocida v Gazi, do vojne v Ukrajini, zdaj celo Amerika odobrava orožje, ki bi ga uporabili na ruskem ozemlju, kar pomeni konec Evrope, konec socialne Evrope, konec Evrope varnosti in Evrope takšne, kot smo jo poznali do zdaj. Nujno je treba poslati, ampak res poudarjam, nujno je treba v Evropski parlament poslati drugačne politike. Nas, ki govorimo drugačen jezik, jezik miru, jezik diplomacije, kajti vse te stranke do zdaj, desne in te sredinske, ki smo jih gledali v Evropskem parlamentu, so podpirale to grozljivo vojno v Ukrajini. Jaz sem bila članica Sveta Evrope v prejšnjem mandatu in dobro vem, kdo se zakaj zavzema. In resnično, če hočete spremembo, če hočete mir, kajti 3. svetovna vojna bo grozljiva, izberite politike, ki bodo res zagovarjale trajen mir in diplomacijo. Pa tako, Evropa je močna, kot je močen njen najšibkejši člen. To je jasno. Zdaj mi potrebujemo Evropo. Predvsem tako majhna država, kot je Slovenija, bi zelo težko preživela brez Evrope. In ogromno pristojnosti smo predali evropskim institucijam, tako da mi potrebujemo Evropo, vendar ne s takim vodenjem in nikakor ne Evropo, ki gre v smeri samodestrukcije in služenja kapitalskim interesom in predvsem interesom Združenih držav Amerike. Vemo, da Združene države želijo zadržati hegemonijo na svetu in tukaj jim ni nič sveto. Za Evropo jim ni mar. Viktorija Nuland je rekla, fuck EU, briga jih za nas. Njihov cilj je oslabiti Rusijo kot svojo konkurenco, pobrati njihove naravne vire in resurse in seveda naslednji cilj celo Kitajska, kar pa se zna zgoditi kot res kataklizma svetovnih razsežnosti. Ne bi rekla, da so to levičari, to so
tako zvani suverenisti, ne? In ta gospod, ki ga mislite, je kar precej desnih načel. Se zavzema tudi za privatizacijo zdravstva in tako naprej. Ne, levičarji tega ne, ampak jaz, kolikor poznam politiko in lahko trdim, da sem zelo aktivna vsaj 10 let in še več v njej, vam rečem, da suverenizem ni možen za Slovenijo, zato ker Slovenija ni suverena sama po sebi. V državi, ki nima niti lastnega bančnega sistema, niti gospodarstva, ne moreš suvereno se obnašati naspram drugim državam. Če nisi gospodar svoje hiše, kako se boš pogajal s sosedi v isti ulici. Tako da mi pravimo, da je korupcija edina zares cvetoča panoga v Sloveniji, pa tudi širše v Evropi, in v našem šaljivem programu, ki smo ga predstavili javnosti, pravimo, da če bi korupcijo legalizirali in jo obdavčili, bi imeli dovolj denarja za vse, in za penzije, in za domove za starejše, in za vse podsisteme. Pa jaz vas lepo sprašujem, ali ste kadarkoli 8 poslancev, ki so bili v kateremkoli mandatu v Evropskem parlamentu, slišali? Jaz jih nisem slišala. Slišala sem sicer grozljive podatke, da je skrajna desnica, ki je skupaj v EPP-ju z italijanskimi fašisti glasovala proti Slovencem v Italiji. Slišala sem, da so med COVID-om zdaj v zadnjem mandatu bili kar 2 leti doma, ni bilo nikogar tam, vmes je ena poslanka bila celo na porodniški, zadnje leto pa so se začeli delati, da delajo. No? Jaz sigurno ne bi bila tiho in zelo jasno vem, kaj bi tam zastopala in zakaj bi se borila, tako da bi Slovenija končno prišla na zemljevid Evropske unije, kajti veste, v moji kandidaturi pred 5 leti sem odkrila neverjetno stvar, da ne vejo razlike med Slovenijo in Slovaško. NATO ni več obrambna linija, ampak je okupacijska. Ne? In te imperialistične težnje Amerike bijemo tudi zaenkrat še ne svojimi fanti, čeprav je gospod Golob miru, ne, ki ni Golob miru, podpisal zavezo z Ukrajino o vojaškem sodelovanju, kar pomeni, da bodo tudi naši sinovi morali tja na fronto. Pa me zanima res, kako je možno, da več kot 10 milijonov Ukrajincev je razseljenih po celi Evropi. Kdo se potem tam bori? Naši fantje bodo umirali za koga, zakaj, za kakšne vrednote? Odločno temu nasprotujem. Teritorialna obramba bi bila lahko nekaj, ker bi mlade izobraževali v samoobrambi, v primeru tudi teh naravnih nesreč. Zdaj smo priča, se vidite, koliko dežuje v tem obdobju, spet bodo nove poplave. Dobro je, da so ljudje pripravljeni. Nihče ne ve, kje ima zaklonišče. V času bivše države smo točno vedeli, kdo lahko se kam zateče. Zdaj je to vse sprivatizirano. Če bi se karkoli zgodilo, ta zaklonišča niso pripravljena. Mislim, da bi celo vstopnino pobirali pred njimi. Tako da lahko bi se res vzeli skupaj, pa recimo tako, kot so se gasilci organizirali kot društvo, bi tudi lahko druga področja krepko popravili, da bi naši ljudje lahko nekako samoobrambno delovali, kajti Slovenija je premajhna, da bi lahko se, ne vem, z nekakšnim orožjem branila, ampak za zaščito in reševanje ljudi pa bi morali imeti usposobljene ljudi. Planet se segreva, to je res. In moramo se resno soočati s tem, vendar jaz ne verjamem nobeni zeleni politiki, ker je postala totalen biznis. Samo v Sloveniji, ki je zelo majhna država, imamo kar 2 zeleni stranki. Zeleni prehod v okviru kapitalizma ni možen, kajti kapitalizem predvideva neomejeno gospodarsko rast, mi imamo pa omejen planet. Treba bo prevrednotiti naše vrednote. In predvsem nekaj bi poudarila, kar me najbolj boli, je, da nihče pri zelenem prehodu in zelenih politikah ne naslavlja vojne. Vojna je naš največji sovražnik. Ob eksploziji ene rakete se planet ne samo segreva, mnogo bolj kot pri kravjih izpuhih, kar zdaj delajo probleme našim bogim kmetom, ampak tam ne samo, da se segreva, tam se planet požge.
In tukaj, ne vem, če se kaj vidi, to je požgana zemlja. Požgana zemlja od vojne. In naj mi zeleni politiki rečejo, kako bodo rešili ta problem. To je prioriteta našega planeta. Absolutno, jedrska energija, kot pravijo, je najbolj zelena, je najbolj stabilna, vendar tolikokrat smo se srečevali s korupcijo, tudi pri gradnji T6, imeli smo preiskovalke, kjer se je jasno videlo, kdo vse je bil povezan iz političnega vrha s tem koruptivnim mleglom, ki se je vrtel okrog tega, in seveda ob referendumu na to temo bo treba jasno vedeti, koliko bo stalo, ne od do, da ti se potem 500-krat podraža, kdo bo to financiral, kakšna bo schema financiranja, katero tehnologijo bomo uporabili. Plus, zdaj so raziskave seizmološke pokazale, da tam, kjer stoji prva nuklearka in naj bi stala tudi druga, je potresno območje. Ob tem, da je pa smo članica NATO in je letališče Cerklje, ki je NATO-vo letališče, v neposredni bližini naše nuklearke, je samo ena zgrešena poteza, ena zgrešena raketa lahko usodna za celo Slovenijo, pa še severno Italijo. Tako da moramo pretehtati mnogo stvari in ne kar skakati v prazen bazen. No, to je popolnoma narobe. Slovenija ne more konkurirati pri ničemer. Mi bi lahko pridelovali filigransko, ekološko hrano, vendar pri takih pritiskih multinacionalk sploh ni možno, ne? Zdaj se moramo boriti za ohranjanje naših avtohtonih semen. Boriti se moramo za ohranjanje naših naravnih virov, za ohranjanje naših voda. In ti pritiski velikih se ves čas vršijo. Dokler je bila še Anglija članica Evropske unije, je ravno kraljeva družina, ker je bila največji zemljiški posestnik, dobila največje subvencije. Vidite, tukaj tisti, ki veliko ima, veliko dobi, in ta hrana, ki se nam ponuja, ji bo seveda v lasti korporacij, mi jo bomo pa drago plačevali. Mi se zavzemamo za popolno samooskrbo, za opolnomočenje našega kmeta, za pomoč malim kmetijam in za to, da končno naše podeželje zadiha. V tem primeru si tudi mi želimo več suverenosti znotraj Evropske unije. Točno to, kar sprašujete, je bistveno, ne? Evropska unija zdaj vlaga v vojno ogromno in v razvoj vojne industrije. Orožje vedno v zadnji inštanci proizvaja smrt in nikoli nič dobrega. Pametna Evropska unija bi morala vlagati v socialo, se pravi v starostnike, ki težko živijo, pa so celo življenje težko delali in zdaj nimajo niti za dom ali pa za oskrbo, kar je izjemno žalostno. Mladostniki nimajo rednih zaposlitev, ne morejo si ustvariti svojih družin, ne morejo priti posledično niti do kreditov, niti do stanovanj, tako da smo prišli v začaran krog. Vse, kar zanima vodje v Evropski uniji in v Evropskem parlamentu, je vojna, vojna, vojna in še več vojne. Za profite elite bodo spet umirali naši fantje oziroma pač, kot eni pravijo, amorfna gmota. Levica to zahteva že odkar obstaja, pa nikoli ne naredi tistega, ko bi lahko. Levica je zdaj del vlade in če zahteva priznanje Palestine, če zahteva izstop iz NATO, se te stvari urejajo znotraj vlade, nikakor pa ne, da protestiraš na cesti, no znotraj vlade pa kimaš, ker imaš stolčke in službe. Absolutno. Slovenija ni v poziciji, da bi se postavljala na stran Ukrajine, na stran Rusije, na stran kogarkoli. Mi bi morali biti neuvrščeni in zahtevati pogajanja. In ravno tako, kot zdaj von der Leyenova, ki očitno računa na še en mandat, samo še en mandat je usoden za vse nas, ta ženska mora oditi. In ravno tako ona zdaj bi rada v naslednjem mandatu naredila komisarja za vojno. Zakaj ne naredi komisarja za diplomacijo, komisarja za mir? Potem bomo lahko mirno vsi skupaj živeli, kajti Evropska unija je dom vseh nas.
močno se spreminja in dejstvo je, da so ljudje zelo zaskrbljeni. Demografsko smo ogroženi, zdaj pa tako, če migrantov ne bi bilo, bi si jih morali izmisliti. Ne? Levica jih neselektivno pozdravlja, desnica pa straši z njimi in si izmišljuje različne zgodbe o posilstvih in tako naprej. Ti naši migranti, koliko jih je šlo čez Slovenijo, mi nismo bili ciljna skupina, je bilo zelo malo kakršnihkoli konfliktnih dogajanj, vendar pa je treba poudariti, da je politika Evropske unije do tega vprašanja stihijska. Države so prepuščene same sebi in ravno zaradi tega se kršijo človekove pravice. Tako večinskega prebivalstva, ki se počuti utesnjeno in ogroženo, kot tudi migrantov. Ti ljudje bežijo, ljudje so kot reka in vedno so bile migracije. Vendar pametna migrantska politika bi naredila evidenco naših potreb. Poglejte, koliko delovnih mest potrebujemo na preprostem nivoju, na skrbstvenem nivoju. Mi danes uvažamo delovno silo iz Indije in Pakistana. Zraven pa imamo prepolne azilne domove ljudi, ki bi verjetno radi delali. Delali zato, da se lažje integrirajo v družbo, da se počutijo kot ljudje. Ker vemo, da vendarle je delo tisto, ki ti daje občutek, da si koristen, da lahko kaj zaslužiš, da lahko s čim razpolagaš. Se pravi, takoj bi jim morali omogočiti integracijo. In to najprej učenje jezika, spomnimo se, kako je bilo med balkanskimi vojnami, kako je Skandinavija urejala. Najprej so vsi begunci z Balkana dobili tečaj jezika. Moraš znati jezik države, v kateri si prosil za azil, in potem ti poiščejo delo primerno tvojim sposobnostim. Pa tudi lahko Zavod za zaposlovanje poskrbi za določena izobraževanja. Meje se ne da zapreti. V prejšnjem mandatu je desnica postavila rezilno žico, jaz sem iz Bele krajine. Lahko vam povem, da so se dogajala grozljivi prizori, kajti živali so navajene prihajati pit vodo v Kolpo in so se zapletale v to rezilno žico in umirale v grozljivih mukah. Tudi potem je to žico voda odnesla in je ta rezilna žica noter v strugi. Zdaj si predstavljate, da en otrok skoči na glavo v to. To so strašne stvari, ki nikomur niso kaj dosti koristile. Ograje ne pomenijo nič, pomeni pa regulacija. Nujna regulacija. In še nekaj, imamo ogromno beguncev. Vsi bodo rekli, mi nismo z ničemer tega povzročili. Pa naj vas spomnim, da smo leta 2004, ko smo pridno čakali na vstop v Evropsko unijo, bili del koalicije voljnih, kot se jim reče, ki smo podprli ameriški napad na Irak, kjer naj bi imeli neko grozno orožje, ki ga potem nikoli niso našli, naredili so pa val beguncev. Tudi Libija je bila naša prijateljica, Gaddafi je bil tukaj, danes imamo ogromno beguncev tam in državo popolnoma uničeno. Vzrok je seveda nafta, vzrok so naravni viri, vzrok je imperializem naše ljube Amerike, ki jo tako slepo ubogamo, ljudje pa trpijo. In ko bomo dojeli, da ti ljudje, bogi ljudje, ki bežijo, ti begunci niso naš naravni sovražnik, ampak da imamo skupnega sovražnika, kajti danes, jutri, pa Bog ne dej, lahko bežimo tudi mi. Kajti kot vidimo, kako se vojna zaostruje in kako jo kurijo na vseh koncih, se bojim, da bomo takšne prizore opustošene pokrajine gledali tudi pri nas. Poglejte, to je čudovita tema, o kateri bi lahko govorila ure in ure. Bila sem predsednica odbora za kulturo v prejšnjem mandatu. Zelo smo se borili za STA, kot veste, niso dobili plače 10 mesecev. Janševa vlada je pritiskala na njih, čeprav je to najbolj objektivna agencija, ki jo imamo v Sloveniji. Bil je napad na javno RTV, ki se ne bo pobrala zlepa po tem udarcu, ki so ga doživeli. In tako bom rekla, ne, tudi danes je medijska krajina v Sloveniji katastrofa. Vi imate Mediano, kjer so plačane meritve, nič od tega bodo rekli, da sploh ne bo prišel noter, pa ni rečeno, in tako prejudicirajo rezultate, ne, in potem nas na Pop TV ne povabijo. Zakaj? Ker smo kritični do Amerike. Tam v Ameriki pa vladajo sionisti. In zato se tolerira vojna in genocid v Gazi in tako naprej. Dokler je Julian Assange zaprt za 175 let strani Združenega kraljestva in Amerike,
mi nihče ne bo govoril o medijski svobodi. Vsi glasovi razuma smo utišani. Sama sem parkrat padla na mino, parkrat sem doživela totalen medijski linč, da ne rečem, da so me, kadarkoli sem prišla do besede, tudi zelo izrezali. Morala sem ustanoviti stranko, zbrati 200 podpisov za novo stranko, dobiti čudovite ljudi, s katerimi skupaj delamo. Zbrali smo 1100 podpisov, jih vložili na Državno volilno komisijo, da sem končno lahko dobila svoj glas, da lahko spregovorim ljudem, da me sliši. Ja, obstoječe skupine so takšne, kot so. Prej sem že omenila European People's Party, to je pač skrajna desnica, ki združuje od italijanskih fašistov do Nove Slovenije in SDS-a in ve se, kako potem naša desnica glasuje in tega si res ne želimo. Potem imamo ALDE, ki so neoliberalci, pa GUE NGL Levico in vsi v bistvu požrejo male slovenske poslance, ker mi nimamo tam. Skupina diktira, kako se bo vodila politika in kako se bo glasovalo. Jaz se bom pridružila neodvisnim, tukaj je Hrvat Kolakušić, ki je pač neodvisen in zastopa interese Hrvaške, zelo modro in zelo pametno in zelo neodvisno in glasno. Tudi njega mediji dokaj ignorirajo. Potem je tukaj moj veliki prijatelj Yanis Varoufakis, on je zvezda politične scene, ekonomist, predavatelj po celi Evropi in Ameriki in še okrog, tako da z njim. In obstaja tudi lista Sare Wagenknecht, ona je pa zapustila Die Linke istočasno kot jaz Levico, čeprav je bila ustanovna članica te velike, največje stranke znotraj Evropske levice in sta skupaj z možem odšla. Njim kaže že zdaj 9 poslancev znotraj Evropskega parlamenta. To je skupina, s katero bi želela delati, kajti imajo zdrav odnos do vojn, do begunskega vprašanja, do ekonomskega vprašanja, do kulture. Tako da mislim, da Evropska unija potrebuje politike drugačnega in drugega kova in drug svež pogled na stvari. Kajti, če želimo iti po poti propadanja, kot smo zdaj, zelo hitro in sedimo na hitrem vlaku, potem bodo ljudje volili te, ki obstoječe, če pa želimo spremembe, bo pa treba. Absolutno, jaz sem vso konopljo, ki jo vidite na slovenskem tržišču, to je sad mojega dela. Ja, ampak s tresočo roko. Da. Čeprav ne spremeni veliko, kajti moral bi biti absolutni preferenčni, ne pa relativni. Tako da to je kozmetični popravek, ker oblastniki nočejo spustiti svoje oblasti iz rok. Violeta Tomić, hvala za te odgovore, hvala za obisk v našem studiu in vse dobro vam želim na skorajšnjih volitvah. Najlepša vam hvala za vabilo, jaz sem navdušena, sem lahko prišla teh par besed povedati in deliti z vami. Še enkrat vas opozarjam, ne verjemite vsega, kar vam povedo mediji in volite po srcu. Poslušajte svoje srce, slišali boste, kako bije in odločili se boste prav. Srečno!